V sredo, 7. decembra, smo bili priča predstavitvi ene najbolj branih in izposojenih knjig, ki buri domišljijo mladih in starih. Knjigo Psi je v Splošni knjižnici Slovenske Konjice predstavil dramski in gledališki igralec Bojan Maroševič. Tudi z nastankom knjige se mistificirajo stvari. Dejstvo je, da se je knjiga začela rojevati, pogojno rečeno rojevati 25. decembra leta 2007, na božično noč, v sanjah. Eros, kot zapisovalec oziroma pisec knjige, je sanjal, tako kot mi vsi sanjamo. In včasih, sami veste, iz lastnih izkušenj se zbudimo in svojemu najbližjemu, ki nam je pač pri roki zjutraj, rečemo, vso noč sem sanjal, vso noč me je mora tlačila. In hitro razložimo, kaj smo sanjali, predno pozabimo. To je zanimivo, kako nam spomin hitro zbledi, kar se sanj tiče. Že samo dejstvo, da rečemo, da smo sanjali celo noč, je napačno. Medicinsko gledano vemo, da so to zelo kratki trenutki, ko sanjamo. Čas je skratka irelevanten v sanjah, nima svoje prave vrednosti, zato se nam zdi, da sanjamo lahko dolgo ali pa celo rečemo celo noč. Zakaj vam to razlagam? Nisem strokovnjak na medicinskem področju, nisem psiholog, da bi vam zdaj prav nažgane, pa vendar se bomo dotaknili tudi nekaj malce psihološkega oziroma povezano s psihologijo, kar je tu notri zajeto v tej sami knjigi. Govorim to zato, ker je ta irelevantni čas v sanjah omogočil, da je Eros v tisti noči, ko je sanjal 25. decembra leta 2007, sanjal celo knjigo. Celo knjigo, ki obsega 777 strani. Se bo lahko kdo vprašal med vami, to je nemogoče. Res je nemogoče, da bi v detajle sanjal. To je kvantitativno gledano zelo obsežna knjiga na vse zadnje. Malih je v slovenski literaturi tako obsežnih. In kakor jaz poznam osebno Erosa, rekel sem vam že, da ga kar precej časa poznam, je, ko se je zbudil, je takoj vstal in je začel v alinejah zapisovati posamezne stvari, ki si jih je spomnil iz sanj. Celo risal si je neke risbice, skiciral je, zato da bi, ko bo pisal knjigo, da bo imel scenske, pogojno rečeno scenske osnutke, zato da se bo spomnil, kako so prizorišča posamezna izgledala. Tak je po naravi on. Vedno ima eno beležko pri sebi in si še danes si zapiše kakšno pomembno stvar, kakšno pametno misel sogovornika ali mogoče se njemu samemu utrne, kakšna pametna, zanimiva misel, pa da ne pozabi, si zabeleži. Torej, v sanjah se je knjiga rodila. V sanjah je videl Erosa, ki potuje skozi 12 svetov. Eros jih imenuje svetovi, ne poglavja, ki so tukaj v tej knjigi zajeti. Svetovi namreč. In v teh 12 svetovih se srečuje z vsakodnevnimi ljudmi, ki imajo vsakodnevne težave, probleme, take, drugačne, in jim rešuje, ali pa vsaj olajšuje težave. Jim svetuje z namenom, da jim pomaga živeti, jih razbremenjuje. V sanjah sreča psa, ki pooseblja življenje. Psa, ki ga sliši govoriti s človeškim glasom, ne da bi pes odpiral gobec. In pes mu odkriva skrivnosti ljubezni, skrivnosti življenja, razodeva mu življenje in potem zaspi. V sanjah še vedno. Eros zaspi in v sanjah vidi, da ima na rokah to prelepo knjigo, mu leži v rokah. Zgoraj je bila bela, jo obrne, še vedno v sanjah, in je z zadnje strani črna, in odpre zadnjo stran, tako kot mnogi mi, kadar hodimo v knjižnico ali pa kupimo knjigo, pogledamo te osnovne podatke, kdo je založnik, v kakšni nakladni je knjiga šla, kdo je prevajalec, lektor in tako dalje in tako dalje. In je iskal avtorja in zadnje piše Eros. Pozdravljen, gospod Bojan. Dober večer. Psi je roman skrivnostnega slovenskega pisca.
ki se noče razkriti javnosti in ki naj bi vsebino romana prejel preko sanj. Zakaj avtor noče javno prevzeti avtorstva? To sem na predstavitvi knjige kar precej na široko že razlagal, da pomirim slovenske duhove, ki okrog te skrivnosti delajo še večje skrivnosti, ker to se bolj fajn sliši, kadar se pogovarjajo o tem Erosu, ki je avtor oziroma zapisovalec knjige Psi. Zapisovalec govorim zato, ker sam prvič trdi, da je knjigo napisalo življenje, on jo je samo zapisoval. Da pa se noče razkriti, je stvar o tem, da ravno zato, ker je knjigo pisalo življenje. On je meni odgovoril, ko sem ga enkrat privatno sva se pogovarjala, mi je med drugim rekel, nisem avtor. Avtor je življenje. Jaz sem jo samo zapisoval. To je ena stvar. Druga stvar je, ki se meni osebno zdi zelo pametna tudi med drugim, čeprav na to še ni takrat računal, ko se je odločil, da bo ostal inkognito. Namreč ljudje se zelo veliko pogovarjajo o tej knjigi. Bolj ali manj strokovno, predvsem pa laično mnogi, in s tem se je izognil tudi nepotrebnim raznim čudnim zadevam, ki se napletajo okoli nastanka in samega razumevanja te knjige. Noče, da bi mu knjiga na kakršenkoli način spreminjala življenje. On hoče ostati to, kar je v privatnem življenju, kot poslanstvo pa čuti to, da je knjiga prvič, da je nastala na podlagi sanj, ki jih je potem takoj zapisal, da ne bi pozabil, in med pisanjem knjige so se dogajala vsakodnevna naključja, zgodbice, take drugačne, ki jih je sproti, ne da bi vedel naprej, kaj bo sledilo, ampak si je pomembne stvari zanj, pomembne si je zapisal in tako so nastali svetovi, ta tako imenovana poglavja, ki jih Eros imenuje svetovi. Zato, ker v vsakem svetu nastopajo različni ljudje, neodvisni od prejšnjih svetov, prejšnjih poglavij, kot smo jih navajeni sicer v knjigah. Kako pa je prišlo do povezave med Erosom in Bojanom? To je spet naključje, midva se desetletja poznava že. Že pred desetletji, on je bil moj, jaz sem bil neke vrste mentor pri nekem delu, pred desetletji, zdaj poslovno celo sodelujeva in ne vem, nekako ceni me. Krasen odnos imava. Potem mi je pa ob kavi enkrat razlagal, da piše knjigo in z navdušenjem je razlagal, tako da sem jaz kar malo z rezervo sprejemal stvari, sem mislil, da, veste, človek sam, ko nekaj ustvarja, karkoli, v tem primeru gre zdaj tukaj za knjigo Psi, že vnaprej vidi, kaj bo to vse pomeni. Mnogi tako funkcionirajo v življenju in sem se bal, da je malo tega tudi pri njem. Ampak ni mi pa šlo v glavo to, zakaj, kajti zelo preudaren človek je to, privatno, zelo precizen, dosleden do samega sebe, do svojega dela, dosleden v odnosih in tako dalje. In tak, fajn poba je, no, v glavnem. In zaupal mi je obranje po svežnjih, ko je knjiga šele nastajala. To naj je potem dodatno zbližalo. Sem omenil, da on mene ceni, jaz ga tudi cenim, že desetletja, zdaj ga pa še bolj cenim. Najlepša hvala, gospod Bojan. Hvala tudi vam.